Dober dan želim, sem David Koprivšek, tole pa je moj prvi YouTube posnetek. Oziroma ni moj prvi YouTube posnetek, ker sem pred leti že nekaj snemal pa objavljal, ampak ti ni imel ne repa, ne glave, niti te pravega razloga za nastanek tistih videov ni bil. Tako da začenjam znova, na frišno, pa bomo videli, kam tole vse skupaj pelje. Preden pa trobezlam naprej, naj povem, da sem imel prvič kamero v naročju oziroma na ramah, tisto veliko zadevo, pri 8 letih in sem snemal svojega padreta, svojega očeta, medtem ko je on delal sklece. To je bil moj prvi avtorski posnetek. Kasneje, par let zatem, na pragu srednje šole, ko so bile kamere že malenkost bolj obvladljive, manjše, bolj praktične, sem pa že snemal razne družinska slavja, kakšne družabne dogodke v okolici. Pa kdaj sem kakšen skeč spisal, vse skupaj posnel. Skratka, vzljubil sem to neko snemalno, režisersko sceno, sicer na hudo amaterskem nivoju, ampak vseeno. In do danes sem bil v bistvu postavljen za objektiv kamere oziroma fotoaparata. Danes pa ta zadeva sama od sebe stoji, smo le v letu 2022, tako da nimam druge, kot da se postavim spredi in probam nekaj v tole mašinerijo povedati. V bistvu resnica je pa ta, da že res dolg odlašam s to zadevo, s temi posnetki. Sem le svetovni prvak v odlašanju, ampak je konec koncev je tako, da če se z eno idejo, z neko zamislijo dalj časa zbujaš in na eni točki pač moraš prisluhniti, ker si sicer delaš več škode kot koristi. Je pa res, da moraš imeti pošlihtan zakaj. Pošlihtan moraš imeti uržek, zakaj si se nečesa lotil. Sicer bo delo na projektu, na ideji brez efekta, brez naboja, ali pa nam bo, bog ne daj, stvar takoj postala breme. Torej, zakaj ta YouTube kanal, zakaj ti YouTube posnetki? Enostavno zato, če čisto na kratko povem, ker sem se v svojih prvih 40 letih naučil to, da vse, kar imamo, je v bistvu izkušnja. In znanje in spoznanje, ki izvirajo iz izkušnje, nas bogatijo, nas delajo, če tako želimo, boljše ljudi. In manj, ko se zapiraš pred življenjem, manj, ko se delaš nedostopnega pred življenjem, manj, ko se skrivaš, bolj globoka je ta izkušnja življenja. Ker zdaj na koncu že vsi vemo, da stvari, ki jih ne izrazimo, puščajo v nas največ bolečine, apatije, depresije. In če kaj se splača, oziroma se je potrebno izraziti, govoriti svojo resnico in delati to, kar nas veseli. In tako da danes recimo začenjam neobremenjeno, brez kakšnih velikopoteznih načrtov, predvsem neobremenjeno za svoj lušt in samo refleksijo se ukvarjati s tem YouTube kanalom. Zdaj, jaz upam, da če nič drugega, da se boste vsaj malo sprostili ob gledanju, če se boste še kaj naučili, če to boljš, ampak verjetnost je majhna, se vidite, kakšne bedarije govorim. Pa še ena stvar je, zelo pomembna, ne mislim slediti nikomur pameti, bolj bo šlo za moje poglede, pa moje občutke v tem življenju. Malo bomo govorili o hobijih, zdaj pa, če se boste najdali v teh zadevah, super, če boste imeli pa svoje poglede na življenje za predstaviti, pa tudi lepo vabljeni, ali pa kakšen predlog za hobije ali karkoli. Naj bo to ena taka sproščena debata. Pa še ena stvar je, ljudje smo dostikrat
ali pa doskrat nismo pripravljeni poslušati, nismo pri volji za poslušati, roko na srce so naši pogovori doskrat površinski, zelo na kratk nastavljeni, kot pa vidite, tukaj konkreten primer, jaz pa že zdaj ne vem koliko minut blebetam v tole kamero in me noben ne prekinja. Meni se da govoriti, noben me ne prekinja, ni to lušten. Saj pravim, če boste pa še kaj pozitivnega pobrali od vsega skupaj, pa še toliko boljše. Zdaj pa mislim, da bo to za prvi video, še zmontiram, uploadam in se vidimo naslednjič. Čau! Kako se že zdaj to naredi? Takole.